Naše krajevne skupnosti. Dobrodošli na Zgornji Polskavi. Krajevna skupnost leži ob stari cesti med Slovensko Bistrico in Mariborom. Na prvi pogled se Zgornja Polskava morda zdi kot še ena vas ob cesti, a kdor ji da priložnost, odkrije pokrajinske bisere, polne naravnih in kulturnih lepot. No, pa se sprehodimo po skritih kotičkih Zgornje Polskave. Lepo pozdravljeni v naši krajevni skupnosti tukaj na Zgornji Polskavi. Naša krajevna skupnost v bistvu spada med eno izmed večjih krajevnih skupnosti, saj šteje kar 2800 prebivalcev. K naši krajevni skupnosti spadajo tudi sosednji zaselki, če jih kar naštejem tukaj, Gabernik, Kalše, potem imamo Kočno, Bukovec, da ne pozabim samega centra vasi, pod Kočnim je tudi Ogljenšak in seveda, kjer se nahaja naša župnijska farna cerkev, Levarje in čez viadukt tudi Sele pri Polskavi. Vse to je naša krajevna skupnost. Tako da tukaj, kjer se začnejo obronki Pohorja in kjer se dolina počasi prelevi v tole lepo Dravsko polje, tukaj leži naša Zgornja Polskava. V bistvu smo letošnje leto zaključili z enim zelo velikim projektom, ki se je snoval kar precej let. To je zaključek fekalne kanalizacije, v bistvu občinski projekt, ki je bil ves čas pod nadzorom tudi krajevne skupnosti. Pričeli so ga že naši predhodniki, zaključili pa potem člani sveta krajevne skupnosti, ki smo zdaj trenutno izvoljeni. V naši krajevni skupnosti deluje tudi vrsta društev, ki se vse v bistvu aktivno vključujejo v samo življenje in samo trip kraja. Zelo lepo je videti, ko se vsi skupaj povežemo ob raznih krajevnem prazniku, ob raznih dogodkih. Mogoče zdaj tale zaden, katerega si boste lahko tudi ogledali, je bila velikonočna tržnica, ki so jo tudi popestrila vsa naša društva. Naj omenim kar Kud Gaj, Zgornja Polskava, ki res se intenzivno vključuje v kraj, saj ima tudi veliko sekcij, ki popestrijo razne dogodke v našem kraju. Potem imamo tukaj turistično društvo Viničar, ki prireja dogodke za ves kraj, delavnice za mlade, za tiste malo manj mlade. Turistično društvo Klas Sele pri Polskavi se je tudi predstavljalo, potem imamo tukaj gasilce, ki vedno odigrajo zelo aktivno vlogo in nam vedno priskočijo na pomoč. Aktiv kmečkih žena Kočno, ki je tudi zelo aktivno. Naši planinci, ki v bistvu poskrbijo tudi, da so aktivni tudi naši najmlajši člani, saj so izdelali učno pot, ki se imenuje Janezov graben, ki se začne v Kočnem in v bistvu poteka po tem Janezovem grabnu in je tudi ustrezno označena, tako da vljudno vabljeni tudi, da si ogledate to našo učno pot. Krajevna skupnost na Zgornji Polskavi še nima svojih prostorov, smo v bistvu gostujemo v prostoru Kulturno-umetniškega društva Zgornja Polskava. Malo pa bomo pridobili nove prostore v graščini, dvorcu. Zdaj se bodo kmalu pričela gradbena dela, uredili se bodo notranji prostori, tudi zunanji izgled, fasada. Kar se mi zdi zelo pomembno, sam dvorec bo opremljen tudi z dvigalom in bo s tem v bistvu dostopen tudi tem ranljivim skupinam, saj bo v naših prostorih umeščena tudi knjižnica, podružnična enota knjižnice Josipa Vošnjaka iz Slovenske Bistrice. Tukaj bomo dali tudi v najem prostore raznim društvom, krajevnim društvom. Krajevna skupnost bo tukaj, kot sem že povedala. Je pa mogoče zelo zanimivo tudi to, da so v samem dvorcu odkrili baročne freske, ki so se skrivale pod tem ometom in verjamem, da bodo tudi te freske dobile svojo zgodbo.
Zgornja Polskava je naselje z bogato zgodovino, ki sega vse v 13. stoletje. Prve omembe kraja se pojavljajo že leta 1296, kar potrjuje, da ima vas več kot 7 stoletij dolgo zgodovinsko in kulturno tradicijo. Naselje se je razvijalo ob reki Polskavi, ki mu je tudi dala ime, in leži na naravno ugodni legi med Dravinskim poljem in vznožjem Pohorja. V obdobju 19. in 20. stoletja se je Zgornja Polskava začela počasi spreminjati. Z izgradnjo osnovne šole in razmahom različnih društev je kraj pridobival na družbeni raznolikosti. Po drugi svetovni vojni so kraj zaznamovale spremembe v zemljiški lastnini, kmetijstvo pa se je postopoma mehaniziralo. Z razvojem industrije v Slovenski Bistrici in večjimi prometnimi povezavami so se številni domačini začeli zaposlovati tudi zunaj kraja, kar je prineslo nov življenjski utrip. Sem ena od pobudnic ustanovitve turističnega društva in tam smo ob svoji 10. obletnici oziroma že nekaj let prej začeli razmišljati, da bi bilo zelo dobro, da bi ljudem, ki se kar močno priseljujejo na Zgornjo Polskavo in mlajšim generacijam povedali, kako je včasih bilo. In bila sem med tistimi, ki so v glavnem Polskavo začeli spreminjati, temeljito spreminjati, to mislim asfaltiranje cest, delanje, naredili so Mrliško vežico novo, sodelovali pri prispevkih za novo šolo, kabelsko televizijo, vodovod. To so bile vse prostovoljne akcije ljudi, ki jih danes je mladim ljudem to nepredstavljivo. Danes priseljenci mislijo, da je normalno, da je šola lepa, da je voda teče z pipe in tako naprej, ampak vse to je bilo treba narediti in to so naredile generacije pred nami in zelo veliko tudi moja generacija. 10. obletnica turističnega društva pa je bila tudi izhodišče za praznovanje 200. obletnice šole na Zgornji Polskavi. 1821. leta je začela šola in 2021. smo hoteli skupaj, krajevna skupnost, osnovna šola in turistično društvo pripraviti eno veliko praznovanje teh lepih obletnic. Kulturno-umetniško društvo Gaj je že več kot 70 letij srce kulturnega dogajanja na Zgornji Polskavi. Številnimi sekcijami in predanimi člani ohranja in razvija bogato kulturno tradicijo kraja. Od gledaliških predstav in petja ljudskih pesmi do ustvarjalnih delavnic za vse generacije. Društvo povezuje krajane in ohranja kulturni utrip skupnosti skozi vse leto. Nahajamo se v kulturnem domu na Zgornji Polskavi, kjer je tudi sedež kulturno-umetniškega društva Gaj Zgornja Polskava. Kot naziv Gaj Zgornja Polskava je po padlih talcih v drugi svetovni vojni oziroma proti koncu druge svetovne vojne leta 1945. In takrat smo potem tudi takratni ustanovitelji kulturno-umetniškega društva dali naziv Gaj Zgornja Polskava. Trenutno naše društvo šteje nekaj čez 60 aktivnih članov in pa aktivnih imamo 5 sekcij. Najstarejša je dramska sekcija, potem so ljudske pevke, potem imamo likovno sekcijo, potem imamo še lutkovno in pa recitacijsko
2027 praznujemo okroglo obletnico, se pravi 80 let delovanja. Sicer je kulturno društvo živelo že pred drugo svetovno vojno, takrat pa se je imenovala Skala. In to Skalo, to je bila dramska sekcija, je takrat bil režiser naš pisatelj Anton Ingolič. Seveda v času druge svetovne vojne je to društvo, bom rekla, ugasnilo ali prekinilo. Je pa potem bila pobuda, se pravi 1947 leta, da se ponovno ustanovi dramska skupina in to je bila pobuda takratnega učitelja Ivana Vokača. Takrat, leta 1947, se je tudi, se pravi, kupilo ta objekt in sicer stari del, ki se nahaja zraven te dvorane. To je bila Babnikova vila. Ta objekt je bil nekje grajen 1920. leta, tu nekje beležimo to letnico, kjer pa so bila v tem objektu stanovanja. Potem je naše društvo takrat seveda vadilo v teh prostorih, ampak niso imeli ene dvorane, kjer bi se lahko predstavili z dramskimi deli. Zato so se leta 1964 odločili in zgradili tole dvorano, v kateri se zdajle nahajamo. Ta dvorana je bila zgrajena seveda z prostovoljnimi udarniškimi deli, takrat se je tako imenovalo. In od takrat dalje, se pravi, se vsi dogodki, kaj se tiče okrog kulture, dogajajo v teh prostorih. Hvala, da ste bili z nami in spoznali utrip Zgornje Polskave. Se vidimo prihodnjič. Naše krajevne skupnosti.